Nov teden je pred nami in dajmo pogledati malček v prihodnost, kaj se obeta na tem političnem parketu, kakšne bodo energije posameznih politikov. Dovolila bom, da se pojavijo tisti politiki, ki so nekako najbolj v ospredju, torej tisto, kar mi energije pokažejo, to bom predala. Najprej bom povedala, kaj vidim in potem bomo interpretirali za vsakega posebej. Ok, dajmo začeti. Ok, zdaj, če začnemo z Janezom Janšo. Jaz ga vidim še vedno na tem oranžnem fotelju, kako bere knjigo in se smehlja. On se smehlja, on to bere in ker recimo zadnjič ga nisem videla, da se smeje, zdaj se mu nekaj smehlja, ampak on je še vedno v tem svojem svetu, on bere to svojo knjigo. Še kaj? Knjigo je prebral, jo dal nazaj na polico, knjižno se usedel in se tako usedel in on prekrižal je noge in z stopalom tako nekaj bolj tako kroži in gleda tako. Se pravi, če to interpretiram, definitivno se vidi, da on še vedno v tem istem ciklu, kot je bil že prejšnji teden. Torej, on je v nekem mirnem stanju, v tem svojem balončku, to nekaj on čaka, da se zgodi, nekaj je prebral oziroma neko zgodbo je zaključil, prišel bo do konca neke zgodbe in pol bo še naprej samo čakal mirno. Ni videti pri njem nobene take kakšne konkretne drame. Morda, če bi samo še pogledala, kar se tiče teh prisluhov in Sove in teh dokazov, tle sem tako zamahnil z roko, tako da nič to ni, mislim, da ga to nič kaj preveč ne gane, tej dokazi. Bi rekla, da tako kot sem menila že v prejšnjem videu, da se on zaveda, da ti dokazi niso točni in on samo pač čaka, da se to zgodi in da nekaj pride do konca. Zdaj ga recimo še vidim, kako stopi do okna, roke ima v žepu in gleda dol in dobesedno nič kaj tako drastičnega ni videti. Ok, dajmo pogledati Robert Golob. Njega vidim še vedno v tej črni sobi, kjer se pač od javnosti umika oziroma noče prikazati te šibkosti pred javnostjo in ima neko tako kredenco oziroma pač neko omaro in neke figurice gor postavlja, kot da bi nekdo mu vse to zabrisal na tla in on zdaj tako postavljane. Pa tako ful se čuti nekako ta jok, ki ga noče dati ven in nekako potem mi pride na površje tako njegova bolj močna podoba, ne. Ampak tako pride sam fleš in kot da enostavno ne zmore biti v tej svoji močni, stabilni drži. Ker tudi če si tako predstavljam, ok, Robert, daj, saj bo, bodi močen, on se kar zruši na tla, kar se sede se. Tako da jaz si predstavljam, da bo v prihodnjem tednu dosti še tako bolj zaprt pred javnostjo, ne bo toliko v ospredju pred novinarji, bo bolj nekako koval ta svoj načrt v ozadju. To je to. Ok, kdo mi še pride v ospredje? Evo, zdaj mi je prišla Nataša Pirc Musar. Vidimo njo. Njo vidim tako za govornim pultom in ona tako se prav krčevito drži tega pulta, ampak ne more izustiti nobene besede. Tako kot je in neko rdečo žogo vidim, nekje je ta neka rdeča žoga. Ampak tudi ne more iti proč, nekako je kar tam, pa kar nekako tako, kot da hoče nekaj povedati, ampak kot da ne najde besed. In hoče biti tako stabilna, vse je v redu, ampak zdaj seveda ni nujno, da bo ona tako dejansko stala tam pa mencala, ampak to je v bistvu, če interpretiram, je to neka prispodoba za to, da bo v nekem takem položaju, ko je dobesedno zelo na tanki liniji, pač hodi po zelo tanki liniji
in možno je, da bo s čim soočena, ko bo mogla kaj povedati. Tudi zdaj mislim, da zdaj bodo v petek volili v državni zbor, se pravi predsednika državnega zbora, 10. aprila, mislim, da je to. Pa nekaj se bo zgodilo še 7. aprila, bomo pogledali. Ok, kdo je še tak, kar mi pride v ospredje? Mi prihajajo tudi drugi, recimo Alenka Bratušek, Zoran Stevanovič, Anže Logar, ampak nič kaj tako, zdaj da bi bilo pravuno eksplicitno neki drastično. Dajmo pogledati tale trojček, se pravi NSI trojček plus Demokrati plus Resnica. Tle sem videla tako 3 krogce in pač črte, ki povezujejo te 3 krogce in se potem en člen zlomi. Tako da zna se zgodi, da bodo tle malček se razšli, ampak čakaj, to se zdaj nekaj sestavlja. Aha, zdaj se je to spremenilo kot do nekega ptiča. Jaz sem videla pol kot nekega orla, ki pride nekam na nek vrh in tam se usede in meni se je takrat zavrtelo v glavi, ne. Pač tako sem začutila, da se mi je zavrtelo v glavi. Kako bi zdaj to interpretirala? Definitivno zna biti, da bodo, v bistvu se ne bo nič kaj zlomilo med njimi, ampak bolj se mi zdi, da bodo ustvarili neko svojo moč, ta trojica, ne, kot nekega orla, ampak mogoče to, ko se mi je zavrtelo, da je malček preveč so tako hitri, preveč hitijo v neke zaključke, v neke poti, ker pač oni sami koalicije ne morejo sestaviti, ker nimajo 46 glasov skupaj. Meni se zdi, da oni malček prehitevajo same sebe. Mislim, da ne bo zdaj zaradi tega nekih problemov, ampak ja, bodo dosegli nek cilj, bi rekla, oziroma vsaj neko prvo močno stopnjo, ampak ne vem, bomo videli, kaj bo pol s tem orlom. Dajmo zdaj pogledati tale, predsednik državnega zbora. Jaz, tako ko sem rekla predsednik državnega zbora, sem videla ono kladivo, ne, sodniško kladivo, in tle vidim, tako, menjajo se ljudje, recimo vidim neko žensko v rozastem suknjiču, ni nujno, da bo imela oblečen roza suknjič, bolj to vidim kot neko žensko z dosti nežno energijo, ampak tako pogleda in v stran in pol gre tako z glavo dol, tako da ne vem. A je možno, da ne bo nobeden izvoljen? A je to možno? Da ne bomo dobili predsednika državnega zbora? In bo zaradi tega Nataša Pirc Musar malo ampak ne vem, ali je to možno, pač valjda bo kakšen dobil 46 glasov. Ta je težka, ne. Jaz tle ne vidim, kdo bi lahko, oziroma da je kakšen potencialni človek, ki bi dejansko lahko postal predsednik državnega zbora, ker vsi odhajajo, pridejo na ta govorni pult in grejo pač proč. Zdaj, tega jaz ne bom trdila, lahko da je to še nekako skrito. Ne bom trdila, da ne bomo dobili predsednika državnega zbora, ampak slabo kaže v tem trenutku. Zdaj pa bomo videli, kaj bo pol zares se išlo. Prav ne vidim in hočem si recimo dati, okej, daj enega postavi tam, pa da je neko glasno, ne vem, kot ono, neka varianta himna, neki, da pač, se pravi, jaz dam želeni izid, kako pač, da se dejansko izvoli, ampak ni energije, enostavno, če si predstavljam nekega človeka, ki je pol izvoljen, on kar pade po tleh, tako da energijsko se to ne sklada, tako da tle bi si skoraj upala napovedati, da nobeden ne bo izbran kot predsednik državnega zbora, moram pa potrditi, oziroma moram pa dodati, da nisem 100% prepričana v to napoved.
ampak realno ne vidim te možnosti, vsaj ne na energijskem nivoju. In tle bi si upala potem trditi, če se bo to dejansko tako išlo, da tudi Nataša Pirc Musar bo zaradi tega potem, ker ne bo vedela, kaj zdaj. Mislim, ne bo vedela, kaj zdaj. Pač malo bo se zakomplicirala situacija, ne. Bo že izvedela, kaj mora narediti naprej. Ne vem. Ja, to je vse, kar bi povedala. Tak, zelo navaden teden, res je, da bo malo krajši, ker imamo velikonočne praznike, oziroma ni videti nekih takih res velikih dram, ni videti nekih velikih sprememb. Morda bodo najbolj v ospredju torej ta trojček, Demokrati, NSi trojček in Resnica. Oni bodo nekaj morda celo uspeli narediti, nekaj dostaviti, nek cilj doseči, ampak prehitevajo malček same sebe. Drugo pa nič. Tako da, dobro, kar tak lahkoten teden se zdi, bomo videli, kaj bo. Pa se slišimo potem spet v petek z novo napovedjo. Čau!